Mrak, zdaj mi malo razloži, kaj je sploh fora tega dan mladosti, jaz ne vem, ne. To je 25. maja bilo časa, ne? No, saj še danes. Ampak takrat Tito je mu rojsten dan, naš veliki maršal. Ja? In takrat si bil sprejet med pionirje, pa na Kurirčkovo pošto si raznašal, pa take. Kaj je fora te Kurirčkove pošte, a? Ja, to po bazah, po štabih nosil tisto, je bilo tako narejeno, veš, ja. To se ti zdajle se ti pa res to malo ukrompirila, ne. Veš kaj, malo sva povedala, zdaj pa najbolj, da kar zaključiva tole filozofiranje. Ajde, akcija. Dobrodošli v Džumbus. Tokrat v Za proti bomo opredeljevali tematiko, ki je polemika že od leta 92, se pravi do osamosvojitve. To se gre za volilni sistem. Ker ga takrat niso spremenili tako, kot bi ga mogli, imamo zdajle še trenutno proporcionalnega. Tokrat se bomo pogovarjali, a se splača prestaviti v večinskega. Jaz mislim, da bi bilo treba volilni sistem spremeniti v večinskega. Zato, ker je za volivce bolj pregleden. Volivci vejo točen, za katerega kandidata bojo glasovali, to je z imenom in priimkom, ni to samo neka lista. Ustvar seveda močnejšo koalicijo, močnejšo opozicijo in v bistvu sploh trdnejši sistem. Poglej, jaz pa lih obratno v tebi mislim, kakšno presenečenje, ne? Jaz pa mislim, da je večinski sistem veliko manj demokratičen, zato ker daje moč v roke pač najmočnejše stranke oziroma tiste, ki dobi največ glasov, ostale pa sploh ne pridejo do izraza oziroma nimajo besede, tako da temu lih ne bi mogel reči popolna demokracija, kateri se pa skušamo približati, ne, že v takrat, ko smo se osamosvojili. Sploh pa, če bi takrat, ko smo se osamosvajali, sprejeli večinski sistem, potem bi v bistvu imeli še kar eno partijski sistem, ne. Sicer malo lepši, v celofan zavit, ampak vseeno to bi predstavljalo neko trdnost, ne pa, da menjamo vlade večkrat, kot je zgače. Ok, Žiga, saj v Sloveniji ni čist neznan ta večinski sistem, ne, če si že tak zagovornik, a se ti zdi, da se vse predstavnike parlamenta, vseh 90 volj po proporcionalnem sistemu? A zdaj boš vpletla noter predstavnika italijanske pa madžarske manjšine. Ja, točno tako, tam se volj po večinskem sistemu. Ja, ampak večina državljanov Republike Slovenije, ki niso povezani z Madžari ali pa z Italijani, bi pa fajn bilo, če bi vlado, recimo vlado in predstavnike državnega zbora, se pravi poslance, volili na tak način, da bi imeli trdnejšo koalicijo. Ker recimo predstavniki italijanske manjšine pa madžarske se mi ne zdita neki velika predstava, večkrat jih tudi nima. No, poglej, ker jaz mislim, očitno si ti že tako smo talci političnih elit, če bi pa sprejeli ta način volitev, bi bili pa še večji talci, ne? Jah, murgle. Ukolikor bi dali večinski volilni sistem v slovensko politiko, bi s tem drastično zmanjšali število majhnih strank, ko v bistvu tako nimajo kaj delati tam noter, zato ker so pač majhne stranke in nimajo nekih velikega glasu. S tem bi lahko tudi zraven zvišali volilni prag za vstop v državni zbor in s tem omejili število strank, kar bi bilo spet trdnejša vlada. No, jaz ne mislim tako. Zdi se mi, da ravno te majhne stranke lahko vsaj skozi teh par poslancev tudi vplivajo na zakonodajo in na vse, kar se dogaja tam v parlamentu, sicer se bolj malo. Tako da jaz ti predlagam, dragi Žiga, če si tako želiš biti v enostrankarskem sistemu, Severna Koreja te čaka. Ja. Tudi če spremenimo volilni sistem v večinskega, ostane točen tak, ki je. Mogoče bomo vzeli tudi uzbekistanski model. Ampak kaj nam ostane drugega? Kaj lahko sploh spremenimo, če volimo med bebcem in bebcem? Zadnji pravi vikend v maju je bilo pri nas pestro, živahno in ravno prav tekmovalno. Kar na 3 lokacijah se je namreč odvijal dan mladosti, čas norosti. Privabil je mlade in mlade po srcu iz cele občine in drugod. Dan mladosti, čas norosti je projekt, ki ga letošnjem letu izvaja kar precej organizacij, ki delajo na mladinskem področju v občini Medvode. Javni zavod je bil nekakšen koordinator, pa poskušal združiti. Moram se pa res zahvaliti v bistvu vsem organizacijam, ki so pomagale, da tak dvodneven velik dogodek prišel na ta svet. Zdaj je v glavnem športno-kulturna prireditev za otroke, za starejše. Na dvodnevni, brezplačni, družabno-rekreacijski prireditvi na 3 različnih lokacijah
smo se lahko pomerili v prostometu, v košarki, v namiznem nogometu, vse na igrišču, ki je tokrat postalo središče Medvod. Pomerili smo se lahko v nordijski hoji, rolanju, v odbojki na mivki, v novih vodnih športih, v supanju in kanu orientaciji, prav vse ob in na Zbiljskem jezeru. Prav tako pa so na svoj račun prišli vsi Firbci. Ogledali smo si lahko parkur in hitri met, finale Lige prvakov na velikem platnu, film na prostem Gremo mi po svoje 2, lutkovno predstavo 113, predstavitev poklica policista in njihovo opremo, plesno predstavo Plesne šole Urška in gledališko predstavo Mladinske gledališke sekcije Smlednik, Kok ti men zdaj dol visiš. Se družili ob taborniškem ognju in prižigu kresov in uživali ob dobri glasbi in dobrotah žara in skotlov. Kot rečeno, aktivnosti so se odvijale na kar 3 glavnih lokacijah. Pred knjižnico Medvode, na igrišču pred javnim zavodom za kulturo in mladino Medvode in v njegovih klubskih prostorih, v jedru in ob in na Zbiljskem jezeru. Skupaj sta stopila javni zavod za kulturo in mladino Medvode in mladinska sekcija turističnega društva Zbilje. Javni zavod za kulturo in mladino Medvode, eno od poslanstv je tudi aktivirati čim več mladih organizacij in pa posameznikov, ki želijo v Medvodah nekaj narediti na tem področju. Tako da zdaj, to 3. leto, smo rekli, da smo že zreli, da se razširimo, pa so nas kontaktirali, pa smo se povezovali in zdi se mi, da projekt v tej smeri bi bilo fino, da bi potekal naprej. Da je pač tako, kot v vsakem mestu, recimo Teden mladih, Pikin festival, da združe eno mesto, pa da enkrat na let pokaže, kaj se lahko zgodi na področju mladinskega pa otroškega delovanja Medvode. Glavna 2 organizatorja sta zraven povabila še številne druge. Na in ob Zbiljskem jezeru so bili najbolj aktivni taborniki rodu 2 rek Medvode. Letos praznujejo 30 let društva. Danes smo se šli večinoma samo razne taborniške igre, repke so lovili drugemu, zdaj se igrajo tak ročen nogomet. Sestavili smo tudi A iz 2 sušic, oziroma iz teh sušic so tudi ajali. Lovili so se tako, sproščeno je bilo, ni bilo nobenih takih tekmovalnih iger ali pa panog ali pa česarkoli. Po večini so to kar take tradicionalne taborniške stvari, ki laufajo po rodovih, po celi Sloveniji že od nekdaj. Se jih kar držimo, včasih pride tudi kakšna nova, ampak večinoma so to take tradicionalne igre, ki se jih igramo. Torej, če so igre tradicionalne, kakšen pa naj bi tabornik bil? Recimo temu tradicionalen. Mi vztrajamo pri tem, da vzgajamo čim bolj samostojne, odgovorne, angažirane otroke. Tak je naš namen. To naj bi predstavljalo recimo enega tradicionalnega tabornika. Poskrbeli so za vse taborniške in vsaj malo taborniške aktivnosti, se zabavali, zakurili kres, se igrali prave taborniške igre in si ogledali film Gremo mi po svoje 2. Prav vsak pa je lahko vsaj malo izkusil, kako je biti ta prav tabornik. Nekateri so celo prespali na Zbiljski Dobravi. Mogoče, kaj pa je bilo tem najbolj všeč? Kaj, ko smo se igrce igrali. Kaj pa pomeni v bistvu ta mnogoboj? Iz česa je pa sestavljen? Za mlajše GG je bilo Morsejeva abeceda, streljanje z loki, poligon, šotor pa orientacija. Ok, pa mogoče v kateri od teh stvari si se ti najbolj izkazal? Je po moje v poligonu. Jaz pa pri postavljanju šotora. Mogoče česa se pa najbolj veselite še od tega, kar sledi? Gledanje filma Prižganje ognja. Ja, isto, da prižgemo kres. Se mogoče kaj bojite teme pa spanja tle zraven gozda? Ne. A zaradi tega, ker ste? Taborniki! Noč je potekala mirno in naslednjo jutro je bila na vrsti še kanu orientacija. Od točke do točke, od naloge do naloge sta se podali tudi Sara in Neva, mogoče zakaj že?
Iskreno, okay. Nagrada je kupa, sadna kupa in to naj je ful privlačno. Drugače pa nisva izmedvotna. Ne, nisva. V bistvu sošolka, njena sošolka, moja prijateljica so tabornici tukaj, pa so povabili in pač sadna kupa je sadna kupa. Evo nas zdaj. In kako mislite, da vam gre za en? Še vedno sva v kanuju, tako da je v redu. Ja. To je pa tudi cilj dosežen. Ja, to je še prva točka, ki smo zdaj dosegli. Tako da nismo še daleč. Čest. Mislite, da vam mogoče manjka kakšna taborniška izkušnja, da bi bila zadeva lažja? A ja, se imava taborniške izkušnje. Jaz sem tabornica, ja. Jaz pa niti ne, imam pa njo. Ja. Na eni izmed točk nas je pričakala tudi Nika. Prejmem ekipo tukaj in povem, kaj mora narediti za nalogo, ki je, da pač nalovijo v vrečko 200 ml vode, pa mili zmerva, pa pač dobijo glinate, pač pike, kako so zadel natančen. To pa je to. Mogoče kako pa jim gre tole ocenjevanje količine vode? Ena ekipa je bila tukaj, pa so ji 230 ml imi ratali, tako da to je 8,5 točke od 10, tako da kar dobro. Skratka, taborniška dneva, mladosti in norosti sta uspela. Ko se danes še nisem pomeril na nobeni aktivnosti, v namenu imam poskusiti supe, ker me vodni športi zelo veselijo. Že, jaz sem Rok, star sem 24 let, prihajam iz Medvod in sem diplomiral iz kulturologije na FDV. Ne vem, zanimajo me te stvari, zanimajo me kulture, religije in vse to, pač kritičen pogled na to. Drugače pa sem to bolj zase naredil tako, zato kar se tiče moje kariere poklicne. Je pa predvsem zdaj to prioriteta, ker sem se vpisal na enoletni tečaj za vzgojitelja in ga mislim zdaj junija dokončati in se zaposliti pol v vrtcu, če bo vse po sreči. Tako da v bistvu nima veliko povezave s tem, kar sem študiral. Ja, saj ni rečeno, da je življenjska služba, lahko me jutri vlak povoz, ampak pač, ne vem, veseli me delo z otroki, ki so še mlajši od osnovne šole, ki pol jim že dosti možgane sperejo. Tam so pa otroci še iskreni pa tako naprej in to mi je the best. Ja, za predšolske v bistvu je fajn, mislim, vsej v vrtcu se jim že itak veliko dogaja, ampak mogoče kakšne delavnice, saj nekaj se trudimo tudi tle v jedru, ampak mogoče še kakšna ta doživljajska igrišča, ki jih imamo v planu za drug šolski let. Se pravi, da so otroci, da so v stiku z naravo čim bolj, da jih odstraniš od teh računalniških ekranov, pa od teh neumnosti, da se pač čim več v stiku z živalmi pa z naravo na splošno, ker to je point. Jaz mislim, da je bilo takrat manj, ampak smo se mi tako sami vsega naredili, da smo se imeli ful bolj, zato ker takrat še ni bilo Facebookov pa tega sranja in v bistvu smo bili skozi zunaj, naredili smo si, nismo rabili nekih, ne vem, krožkov ali pa kaj iz teh pač institucionalne vzgoje, ampak smo si sami vse naredili, ne vem, šli smo ven, smo naredili piknik, vzeli smo kitare in smo se zabavali, ne. Ne vem, zdaj pa otroci raje doma sedijo pa igrajo igrice, ali kaj, ne. Ja, jaz bi najprej tako začel, da smo bili mi v bistvu s kolegi zraven v prvem vodstvu, ki se je začelo tukaj dogajati v jedru, se pravi, ko se je mladinski center premaknil v te prostore, ki je bila bivša biljardnica in glih s tem namenom, da bi naredili čim več za lokalno mladino, in dejansko smo v tistih, ne vem, 2 leti ali koliko je trajalo, nam je kar ratalo veliko narediti. Pa se je pa vodstvo zamenilo in je delalo nič v bistvu, se 2 leti ni čisto nič dogajalo, ker jim ni bilo interesa, sam lasten interes jim je bil važen, v glavnem, zapravljati denar za neumnosti. In smo šli vsi stran, zdaj pa, ker je, ne vem, zadnje 2 let pa spet sodelujem zraven in sicer pri bivaku, tako kot si rekla, to pa pač namen je, da osnovnošolce, nekako najstnike privabimo, da se imajo nekje zadružiti, jim nudimo različne delavnice, različne športne dejavnosti, v glavnem obšolske dejavnosti zastonj.
Pa preprosto, da se tam družijo, pa da se zabavajo, to je glaven cilj tega. Pa bi bil samo v glasbi, če bi imel toliko denarja. Drugega se sploh ne predstavljam pač. Jaz bi že tako ali tako svojo kariero sam na tem gradil, da bi lahko, sam se na žalost pri nas ne da, pa tudi se tujini je podoba. Tako da sem pa tudi drugo stvar zraven, ki me veseli, pač delal z otroki in sem šel v to. Drugače pa, če bi imel neomejeno denarja, bi pa samo tole bilo v igri. Pa se nista dve strani, se metalci smo vsi malo obtročeni. Tako da ni to neki ful zdaj. Ne vem, jaz že od otroštva sem bil taka muzika, nisem metal, vse poslušam, ampak v glavnem sem v tem, se udejstvujem v tem, ampak ne vem, mislim, vse nima veze, kakšno muziko človek posluša ali pa kako se oblači. Važno je, da znaš prijeti, mislim, kaj jaz vem, da zadovoljiš one potrebe otrokom, da se imajo oni fajn, pa da imaš tudi ti fajn z njimi in oni to začutijo, ono energijo. Če si ti pošten do njih, ti bojo oni to vrnili. Če jim daješ pozitivno energijo, ti bojo oni vrnili in to je glavno v bistvu. Kaj nima veze, kjeri subkulturi ali pa rasi ali pa ne, spolu prepadeš ali pa čemorkoli. Ker se poletne počitnice nezadržno približujejo, me je zanimalo, kaj v poletnem obdobju za mladino pripravljajo Medvode. Ponudbo smo prečesali po dolgem in počez in izsledke raziskave predstavljamo v naslednji obvezni smeri. Začeli smo kakopak v Zavodu za kulturo in mladino, ki skozi leto skrbi za pestro ponudbo brezplačnih prostočasnih dejavnosti za mladino vseh starosti. Pa bo tako tudi med poletjem, smo zaslišali direktorja Urbana Eržena. Jedroma v bistvu te klubske sezone je čez poletje malo konc, vzamemo si čas za počitniško varstvo, za prenovo prostorov, sestavljanje programa, tako da začnemo pa pol začetek septembra z eno malo večjo prireditvijo Back to School, kjer bo en tak ulična prireditev, ulični festival različnih uličnih umetnosti in pa spretnosti. Bo pa v jedru potekalo poletno počitniško varstvo otrok, namenjeno otrokom starih od 6 do 10 let. Program skupaj izvajata Mladinski center in Zavod za šport in turizem. V bistvu program se bo izvajal prva 2 tedna v juliju in pa zadnja 2 tedna v avgustu. Cena 5-dnevnega programa je 20 € na otroka, vključuje vse aktivnosti, prehrano, vse vstopnine in prevoze. Program bo zelo pester, od športa pa vse do ustvarjalnih delavnic. Ena od klasičnih dejavnosti, ki jih v poletnem času za osnovnošolce ponujajo župnije in njihovi animatorji, je oratorij. Letošnji nosi ime Na tvojo besedo, pripravili pa ga bodo v Sori, Smledniku, Preski in Pirničah. Z izjemo oratorija v Pirničah pa so termini že znani. Poglejmo si še pregled pestre poletne ponudbe, ki jo za osnovnošolce in starejšo mladino pripravljajo medvoška društva in športni klubi. Sicer pa bodo bolj ali manj vse poletne dejavnosti zbrane in predstavljene tudi v brošuri Poletni počitniški programi, ki jo bosta še v juniju izdala Zavod za šport in turizem in Zavod za kulturo in mladino. Smo pa v bistvu spet lahko želeli v te zloženke informacije izbrati vse mladinske organizacije, informacije, ki bojo karkoli počele v poletnem času, da se to zbere in v bistvu staršem in otrocem, mladostnikom ponudi možnost, da izvejo na enem mestu, kaj lahko vse po počitnicah v Medvodah počnejo. Če pa vam prav nič od do sedaj navedenega ne diši in imate radi vodo, vam predlagamo nov vodni hit. Supanje po Zbiljskem jezeru. Vse, kar potrebujete, sta deska in veslo, ki si ju lahko izposodite pri ponudnikih supanja. Sup je kratica za stand-up paddling.
V Sloveniji smo to prevedli v supanje in se tudi nekako najbolj uporablja ta tujka, popačenka, supanje. Gre pa dejansko za to, da stojiš na deski in veslaš. Popularnost raste. Z letošnjim letom se nekako tudi boom pričakuje, tudi odziv ljudi je tak, da se že spoznajo s tem športom, da so se že spoznali in da pričakujejo, da bo to na vsakem jezeru vse posod, da se bo dalo to izvajati. Če vam je deska predrzna, vam še vedno preostane izposoja klasičnega čolna ali pa kanuja. V čolnarni Zbilje vam ga izposodijo za 6 € na uro. Lahko pa se odločite za kolesarjenje po vodi. Preverimo še ponudbo zabav. Poleti je čas veselic in koncertov na odprtem. Prepričan sem, da se bo za vsako vas našel primeren šank. Novica poletja pa je, da se na Zbiljsko Dobravo vrača Zbiljska noč, ki bo v petek 29. avgusta. Ozračje bodo razgrevali Jelena Rozga, Mejaši in Mambo Kingsi, po domače bo kakšno žgal ansambl Saša Avsenika, baje pride za posladek še Saša Lendero. Seveda ne smemo spregledati ponudbe športnih dogodkov. Tekači se lahko preizkusite v soboto 14. junija na dobrodelnem teku Tečemo med vodami v Preski, v nedeljo 15. junija na teku na Katarino ali pa v soboto 27. septembra na Medvoškem teku. Kolesarje 29. junija v kolesarskem klubu Medvode vabijo na kolesarski vzpon na Katarino. Pozor tudi ljubitelji mivke. 21. junija bo v kampu Smlednik v sklopu Slovenskega dne v Dragočajni turnir v odbojki na mivki. V nedeljo 6. julija pa v Sori pripravljajo športno prireditev Pozdrav poletju. Ja, tudi tokrat kot lansko leto pravzaprav 3 turnirji. Prvi turnir, ki se bo začel ob 11. uri tradicionalen v malem nogometu na travi, potem imamo popoldne košarko, trojke in pa isto dopoldne v sodelovanju s športnim društvom Pungart en šport, ki v občini Medvode še ni tako uveljavljen, v Sloveniji pa zelo kar poznan, to je pa floorball. Konec avgusta ne pozabite na tradicionalni festival kranjske klobase in Pomežik Luni. V soboto 23. avgusta s kolesarsko dirko na Osolnik in zabavo z veselimi vižami veselih svatov. Za galamo bodo poskrbeli Kingstoni, večer prej bodo za to zadolženi Modrijani. Tako, ponudba je, zanjo veste, izbira je vaša. Skupna ugotovitev, ki nekoliko kazi predstavljeno, pa nažalost je, da brezplačnih dejavnosti praktično ni. No, in če vaš žep premore le malo, pa ne veste, kam bi tisto malo usmerili, no, potem je po mojem mnenju izbira sila enostavna. Ali kdaj pomisliš, kako je sploh nastala revija, iz katere bereš trače? Ali učbenik, ki ga na vsake toliko odpreš, da bi se iz njega učil? Odgovore na ta vprašanja mi je dal knjigovez Lado Vidmar, ki je v tem poslu že 25 let. Knjigoveštvo je pač faza v dodelavi oziroma v izdelavi revij, knjig, zloženk in vsega tega materiala, ki je na razpolago v končni fazi in smo zadnji izvajalci pred distribucijo vseh teh izdelkov. Tako da dostakrat v nas pride tudi tisti pritisk roka izdelave. Poklic knjigoveza je zelo obširen, vsebuje tudi mehko in trdo knjigo, nekateri ročni knjigovezi pa izdelujejo tudi unikatne knjige. Čez koliko faz pa pravzaprav gre revija, preden pride do končne oblike. Naštevam samo proces, ki je v knjigoveznici, se pravi, da tiskar pripelje k nam stiskane pole, jih je treba najprej pogledati, oziroma nalog, ki ga zraven dobimo, kjer je opis proizvodnega procesa in opis izdelka, kakšen mora na koncu biti, do tega, kako je spakiran, ali je posamezno spakiran, ali je v svežnih spakiran, ali gre samo v svežnje pa na palete, odvisno kakšna je distribucija. Potem te pole razrežemo po potrebi, potem grejo na zgibalni stroj, kjer se prepognejo, ali na 4 strani, ali na 8 strani, ali na 16 strani, ali je to okenski zgib. Pač to je
potem ta del, potem gre pa na revijalko, to je pa stroj, kjer polo na polo nameče zgibane pole in zašije na trorezniku, obreže vse tri strani, razen hrbta seveda, spne revijo skupaj, najprej obreže in potem se jo spakira. Delo knjigoveza je zanimivo, pestro in kreativno. Prav tako je tesno povezano tudi z drugimi poklici z tega področja. Dostikrat v nas pride tudi tisti pritisk roka izdelave, ker če zamudi oblikovalec in če ima težave tiskar, je na koncu knjigovez tisti, ki mora reševati situacijo, reševati kožo na ročniku, oziroma da stranka, končni kupec dobi izdelek še pravočasno. Po eni strani je prav ta povezanost lahko slabost, po drugi pa prav to predstavlja adrenalin. Vsak dan delo drugačno, razen nekaj periodike, se pravi revij, ki se ponavljajo z meseca v mesec, je delo zelo, kako bi rekel, barvito. Prvič, kdaj se da tudi kaj prebrati, vendar dostikrat ni časa. Po drugi strani je pa izdelkov toliko različnih, da je vsak tiskar, ki pripelje neko delo v dodelavo oziroma v končno izdelavo, je izziv, kako ga narediti. Kakšne pa so slabosti tega poklica? Če je to slabost, da moraš ustreči stranki, je pač slabost. Ampak po drugi strani je pa to pač služba, je to delo, ki ga upravljamo. Sigurno nisem dobre volje, če moram na delo priti, zato da je v ponedeljek zjutraj ob 9. tiskovna konferenca, pa da morajo imeti revije na mizi oziroma prospekte ali karkoli že. Delo knjigoveza je skrb, da je izdelek tehnološko in kakovostno izdelan po predvidenih standardih. Potrebno izobrazbo pridobiš na srednji šoli tiska in papirja. V času, ko sem jaz hodil na grafično šolo, je bilo cel kup poklicev, ki jih zdaj ni več. So bili retušerji, so bili fotografi, so bili ročni knjigovezi, ki seveda so še zdaj, so bili strojniki, so bili knjigotiskarji in še montažerji, kopisti. No, zdaj retušerjev ni več, fotografov ni več, kopistov ni več, še kar nekaj poklicev ni več, ker je pač sodobna tehnologija te poklice enostavno na nek način ukinila. Lahko pa se tudi priučiš. Ja, so tudi amaterski likovniki, pa kiparji, pa vsega se da naučiti. Če ima nekdo voljo, če ga stvar zanima. Mene recimo v šoli kemija ni zanimala, pa mi je dal moj učitelj kar 3, zato da je imel mir pred mano, pa jaz pred njim. Pri tem poklicu moraš imeti občutek za papir. Tle je treba dobiti občutek za papir. Občutek, koliko trdo ga prijeti, da to ni nekaj, ki se bo kar zdrobil v rokah, da ni nekaj, ki se bo zmačkal, razen če nimamo tega namena, ampak je tak material, ko enkrat dobiš občutek, da se z njim da zelo lepo delati. Seveda se kdaj pa kdaj v papir tudi urežemo, ker zelo skali in ni lušten, ampak smo se tako navadili, da ne uporabljamo več Hansaplasta, kar navaden selotejp dober, ker se roke pa koža toliko debeli, da malo kdaj rata kaj rdeče. Ni pa fajn, če na ročniku daš vse krval iz rok, ne. Konec koncev njih mesarjem dal dela, ampak knjigovezen. Ker je to delo stroj, je treba biti pazljiv, saj zna biti nevarno. Seveda, da je nevaren. Če posegaš s prsti tja, kjer ne smeš, sej že pri puncah tako, če roke stegneš kaj, ki jih ne smeš, jih lahko dobiš, ampak ni tako nevaren, kakor pri stroju, ki pa lahko v prste prideš, ne. Ta poklic lahko upravlja vsakdo, ki ima poln kožno miselnosti in kreativnosti. Od 8. leta, se pravi, zdaj bom pa 25, koliko je to? 14 let, ali koliko, ja. 14 let se ukvarjam z muziko. Ja, začel sem pač, ne vem, rad imam muziko, ne. Hotel sem biti sicer zmeri pevc, ampak se mi je toliko znižal glas, da nisem mogel heavy metala peti, ki je bolj visok vokal. Pa sem pa kitaro začel igrati in evo, od takrat jo igram. Koliko kitar pa imaš doma, pa kako ime ime? Ja, vse so tare. Imam jih pa 6. Ne, jaz nimam tega, nisem toliko neumen, ne. Mislim, ne rabim dati predmetov imena, toliko hudo mi še ne gre. Ja, svojo glasbo, ne. Ja, mislim pa tako improvizacijo tam.
nimam najljubši. Včasih sem imel, ja, ko sem bil še mlajši, ful. Zdaj pa toliko tega, da sem jim mešan. Sam zdaj trenutno ne poslušam neki metal, bolj rock iz 70, hašišarsko glasbo. Zadnji cilj je zdajle jeti v oktobra ali pa oktobra recimo na turnejo po tujini, ker smo dobili za eno agencijo, ki nam rihta koncerte v Nemčiji in naj bi šli zdaj malo po Evropi igre, tako da to. Vse, cel paket, od tega, da greš na vaje, pa igraš tako, sam zase v bistvu, pa da se družim s člani benda, da gremo pol na pijačo, seveda pa snemanje, plat, plošč, najbolj pa verjetno igranje v živo, ne vem, mislim, to je pa super. Ja, predvsem zaradi Tare, no. Bila je tako, spoznal sem glavno urednico Silvano in sem vedel, da ima hčerko Taro, sem rekel, jaz moram iti v Džumbus. In pol preprosto sem se odločil, da bom začel sodelovati, da se bom čim bolj približal princesi Medvodna, bom rekel. Kako je on hvala? Ja, grom je pa tudi, predvsem zaradi mrakove brade, take mehke, lepe, volnene brade, me je prepričal, da bom tudi z njemu sodeloval. Pa zaradi Kovačevih borilnih veščin. Sicer zveni takole, a ne? Ampak midva se ga bova naučila samo po eni struni rajš. Za začetek bo v redu, a ne? Najprej to je trzalca obiralka po slovensk, da tlele gonaš drate. Treba je takole prijeti, ne? Takole pa čez in pol igramo takole po struni, ne? A se už zapomnil? Probi. Bom probal. Nač, pač pri mladinski oddaji z Džumbus sem začel tudi sodelovati, ne vem, tudi na FDV-ju sem marsikakšen novinarski predmet imel in me je tudi to zanimalo. V bistvu, včasih sem tudi mislil, da se bom v to najprej vrgel, novinarske vode. Sem šel tudi na neke avdicije za radijskega spikerja, ampak pol sem videl, da je to nekako tak raztresen urnik, ki meni odgovarja, ne. Drugače pa ja, tukaj na televiziji Medvode mi je pa cool, no tako, ne vem, ekipa mi je všeč. Fajn se razumemo, sodelujem pri 2 oddajah, to je ta mladinska, ki jo zdaj gledate, Džumbus, pa še Grom, ki je pač v alternativni glasbi in mislim, to je tudi ful lepa izkušnja, veliko sem se tudi naučil tukaj, veliko ljudi sem spoznal in mi je tudi to super delo. Ja, mislim, drugače, a ne, se je glih za to, ja, tako kot si rekla, se je začel predvsem zaradi te ljubezni do glasbe, se je začel oddaja Grom, pa tudi zaradi tega, ker preprosto ni take oddaje pri nas in to ful manjka, da bi se nekje lahko take skupine in glasbeniki promovirali in zato so začela s kolegom Rakom to delati in ostalo ekipo seveda, Kovač, ljubim te. Ja, v bistvu vsega, kar jaz počnem, je pač, ne vem, da spoznaš čim več različnih ljudi in od vsakega se lahko nekaj naučiš, ne? Tudi če ti gre kdo na živce, se lahko tudi iz tega nekaj naučiš. Drugače pa ne vem, kaj sem se naučil od glasbeni karieri, sem se verjetno največ, zato ker je tudi največji del mojega življenja to predstavlja, ne vem, naučil sem se strpnosti predvsem, pa dela z ljudmi, ne vem, kako moraš različno pristopati do vsakega posebej. To sem se pa v bistvu naučil tudi in pri televiziji, in pri delu z otroki, ki je pa še toliko bolj delikatna zadeva, ki moraš dejansko pogruntati vsak posameznikov karakter malega otroka, da se mu lahko približaš, pa da ga tudi razumeš, zakaj je on v kakšni osebni frustraciji ali pa ne vem, zakaj se ima fino, zakaj mu je hudo, kdaj ne. Je pa še toliko težje, mogoče, ker se oni mogoče na drugačen način izrazijo, kot odrasli ljudje. Ja, to je zdaj težko, kje se bom čez 5 let videl. Predvsem je zdaj to velik korak zame, ki bom šel zdaj živeti na svoje, drugače pa, kar se tiče kariere, pa upam, da bomo z bendom čim več igrali v zuniji, hkrati pa kar se vidim, da bomo vzgojitelji, kot si že rekel, vrtci. Kar me pa tudi veseli, ker zdaj sem imel par izkušenj, priložnost sodelovati z vrtcem in sem se imel res fajn.
Tokrat bomo v naši glasbeni škatli predstavili delavnice audioprodukcije. Bistre glave, ki delujejo v Javnem zavodu za kulturo in mladino, prej znanem pod imenom Mladinski center Jedro, so namreč organizirali delavnice studijske produkcije, ki potekajo v tako znanem studiu Vadnica. To je tam pod kmetijsko zadrugo. Zdaj smo tekom delavnic v Jedru, audio delavnic, začeli. V bistvu smo v sklopu 4 delavnic, imam cilj narediti en izdelek, to se pravi od začetka, od osnov do konca, to se pravi do miksa, do masteringa, vse skupaj, glasbeni izdelek. Torej, odločili smo se na prvih delavnicah, sem imel bolj teoretično predavanje o samem zvoku, o samem zajemu zvoka, o snemanju glasbe na splošno, kakšne tehnike se ponavadi uporabljajo. Ker moraš za snemanje v studiu imeti tudi kaj za posnet, so za testne zajčke uporabili kar skupino Down to Music, ki v Vadnici kajpak vadi in želi v prihodnosti izdati tudi kakšen album. Predvsem gre tukaj za pametno izkoriščanje prostorov. Strani zavoda KD Medvode je prišla ena idejca, fajn, da bi se tukaj dol tudi začeli malo bolj snemati. Glede na to, da nam je akustik pred časom prišel, sem le poštima tudi plec za bandit, za vaditi, da se potem še ostale prostore tukaj le izkoristi za snemanje bolj. In smo rekli, da bomo tekom teh delavnic malo sprobali ta plec, kako zadeva funkcionira, kako se dejansko daje bende dol posnet in v bistvu zaenkrat zgleda, da bo super. No. V prihodnosti upajo, da bodo studio začele uporabljati skupine, ki tam vadijo in morda izdale kakšen album ali dva. Načeloma pa so vrata odprta tudi drugim zasedbam, ki želite svoje izdelke ovekovečiti na ploščkih, vinilih, USB ključkih in drugih medijih. V studiu se lahko zglasite z lastno opremo in producenti. Pa gremo nazaj k bistvu. Tokrat so se udeleženci učili snemanja kitar, base in bobne so že posneli, naslednjič pridejo na vrsto še vokali. Komu pa so dejansko namenjene te delavnice? V bistvu te delavnice so primarno namenjene bolj ali glasbenikom, ki se hočejo doma snemati oziroma imajo že kakšno opremo, pa ne vejo, kako točno jo uporabiti. Ali so še v fazi, da se bojo snemali, ker danes vemo, da se glasbene studije pa tudi lahko improvizirano tudi doma postavi oziroma v placih zavajali, kakorkoli. Seveda je treba veliko enega znanja, pa seveda potem tudi vaje in izkušenj, da zadeva v redu izpade, ampak primerna je za v glavnem za vse glasbenike, ki želijo kaj sami posneti, ali pa tudi tiste glasbenike, ki želijo malo več vedeti o samem procesu snemanja, pa da malo bolj razumejo, zakaj se gre tukaj tam drugje, da mogoče malo lažje komunicirajo v kakšnih večjih studijih, ki pridejo tja snemati, pa da se mogoče malo lažje zastopiti v tehniki pa tako naprej. V Vadnici, kot z večino stvarmi v Medvodah, vadijo rockerji in metalci. V prihodnosti upajo na razširitev glasbenega spektra, ki se zadržuje v kletnih prostorih. Morda v studio zakoraka tudi kakšen narodno-zabavni ansambl. Zaenkrat je tako, da večino ljudi, ki se tukaj okoli vije, se vije okoli rock muzike, tudi bendi tukaj dol vadijo. Mislim, da imamo tukaj tudi eno DJ-ko dol v Vadnici, ki mislim bolj producira elektronsko glasbo, pa so bili eni reperi pred časom tudi, večinoma so pa rock pa metal muskonterji. No. Zdaj narodno-zabavnega benda tukaj dol ni, ansambla ni benga, zaenkrat ne vem, večinoma se bo to najprej apeliralo na bende, ki so trenutno tukaj le dol, da se jih mogoče še malo bolj, da se jim malo več pomaga še iz teh produkcijskih vidikov pa tako naprej. Kasneje bomo pa videli, no, kaj bo cajt prinesel. Kot ideja za podoben projekt v prihodnosti je glasbenikom predstaviti ustvarjanje glasbe z producentskega vidika. Marsikateri bend bi posnel svojo glasbo, vendar nima izkušenj v studiu in tja pridejo zelo nepripravljeni. Zato bi jim pomagali pri uskladitvi celotne zasedbe in pripravi na snemanje prvega albuma. Bomo videli, kaj se bo še dogajalo v studiu Vadnica, jaz pa mislim, da lahko pričakujemo tudi medvoško založbo. Živijo! Najprej naj se upravičujem vsem gledalcem in gledalkam za prejšnjo oddajo Jumbosa, ker ni bilo moje rubrike Praktični nasveti. Dobil sem 12 pisem, pritožb, grozilnih sporočil, da mora ta rubrika ostati. Tako da danes se vračamo s to rubriko. S 1. majem se je odprl lov na ščuke, tako da Zbirsko jezero kliče. In danes sem kar očeta povabil, da nam bo malo pokazal, kako se pripravil ribiško palico za lov na ščuke. Živijo! Dober dan! Ja, najprej dajva pokazati gledalcem, ki še toliko ne spoznajo, kaj sploh rabimo za lov na ščuke.
Kot prvo eno solidno palco, ki je prav za ščuke, ki so ponovadi dolžine tam od 2 metra do 3 metre pa pol maksimalno, malo trša mora biti. Dober laks, jaz priporočam, ker se glih v Zbilju pogovarjamo, 0,30. Jaz ga imam tukaj nekaj več metrov, ki ga uporabljam tudi za drugo vrst ribolova. Obvezno pri ščukah je tale jeklena predvrvica, ker ščuka je znana, da ima blazno ostre zobe. Da ima prav ene take kleče, posebej za ščuke, so malo zavite. Malo zavite, vabe so različne in moraš paziti, ker so trojčki gor na vabah, kako pol to zagrabaš. Imaš več vrst žlic, pol imaš silikonske vabe, pol imaš te woblerčke, dvodelne, enodelne, imitacija, ščuke spet. Ker so tudi kanibali, ne? Tako, ja. Moraš pa paziti, da soseda na drugi strani jezera ne zadaneš v glavo. Enač, dajmo kar začeti. Najprej pa bova dala laks gor, ne? Ja, brez laksa ni nič, palco imamo. Priporočam, da vzamemo en svinčnik, da boš lažje držal. Obvezno se mora pa tale kolut odvijati na drugi stran palce v smeri urnega kazalca, da potem ne bomo imeli težave, ko bomo to metali not pa ven z vabo, da se bo tukaj facljali. Prvi korak, tukaj damo čez tele rince, lepo previdno, da nafrlimo, laks pelemo do mašince oziroma špule, jo daš okoli te glave, kakorkoli se reče, se naredi en tak čist preprost vozuček, da ti lažje začneš navijati gor ta laks. Priporočam, da se klele skozi nateguje, z občutkom bremzaš, da se lepo navija na vodilo te glave. Laks. Zdaj smo tole naredili. Značilno vseh teh zadev je, da se to v vodi nekako vrti. Imaš pol še blinkarje, ki jih jaz klele nimam, recimo žlica se tudi v vodi takole vrti. Zato obstajajo tele vrtljivke. In te vrtljivke imajo ta namen, da se potem, ko se ta voda vrti, ne vrti laks v špulo in se potem prej utrge v nič in tako naprej. Imaš laks, ko daš nekaj takole, ko daš takole zankico, vzameš vrtljivko, jo daš tukaj čez, vidite, mi ima že peša, ampak se še ne dam, opa, vidite, sem mislil, da je v luknji, pa ni. Takole ga daš čez to lukno vrtljivke, nama takole laks ostane, narediš eni 3-4 vrtlaje, kle moraš paziti, da se ti ne vrti, 1, 2, 3, 4 in zdaj ta zankica, ki je tukaj, je da lepo držiš in daš ta vrtljivko skozi tole zankico še enkrat. Se to pa ni tako težko, kot se misli. Ni in potem takole zategneš in je stvar rešena. Vzameš obvezno tole jekleno predvrvico, ker recimo, če loviš po strvi ali karkoli, tega ni potrebno. In zatakneš za tole vrtljivko, ki ima prav posebej tak spoj, fiksni. Na tej strani imaš za vabe, na tej strani imaš pa še eno vrtljivko, recimo ta je modernejša in jo zatakneš tukaj skozi to lukno in sam zahaklaš in je stvar končana. In ko imamo zdaj to jekleno predvrvico končno dobro zavezano na vrtljivko, ima ta na koncu še en tak nastavek, varnostni, za hitrejše minjanje letih vab. Priporočam silikonsko vabo, to je imitacija mlade ščukice, da damo čez tole luknico, ki je pripravljena za lov
Pol imamo druge vabe, recimo ta mi je zelo všeč, je iz lesa, narejena, malo pobarvana. Priporočamo tudi, da se tale predalnik malo bolj ureja. Ne? Ja, to je pa rak rana vseh ribičev. Ta je iz lesa, ima tako žličko, ki ti vržeš, recimo ta vaba, ki smo jo prej pokazali, potone pod vodo, ta je nad vodni gladini in ko začnemo vijačiti, gre ta pod vodo v določeno globino, tam, ki je malo nižja voda, priporočamo tele woblerje, ki jih imam tukaj kar nekaj vrst. In na koncu, ko imaš vse to, se odločiš za pameten dan, najboljše, da pritisk raste, priporočljivo je, da greš s čolnom in zaželiš dober prijem. Evo, najlepša hvala, zdaj vemo vse, ne? Tako da zberite si lep dan, pa probite ujeti ščuko. Hvala, da ste bili spet z mano. Se vidimo. Jaz to naredim samo enkrat. To je bil džumbus. Bushy blonde hairdo.